leteči konj. Udobno se namesti, nato pa mirno in zbrano prisluhni tej zgodbi o aristokratovi hčeri Marini, ki je spoznala prav posebnega angela. Marina je bila razvajena. Samo reči je morala, za kakšno stvar, pa jo je dobila. V vsej deželi nihče ni jezdil bolje kot ona. V hlevu je imela polno konj, prav tako ji ni manjkalo konjušnikov in konjskih hlapcev. Preskakovati je zmogla najvišje ovire in galopirati hitro kot blisk. Vendar je imela hudo težavo. Ves čas je bila jezna. Naj so bili drugi z njo še tako prijazni in potrpežljivi, se je vedno znašala nad njimi in kričala nanje. Nekateri so rekli, da se je rodila pod nesrečno zvezdo, a v resnici je bila Marina jezna zato, ker je bila žalostna in osamljena. Ni imela nikogar, s komer bi se pogovarjala. V veliki hiši je živela sama z očetom lordom Vincencem, ki pa je ves čas daleč od doma delal v službi kralja. Lord Vincenc je obljubil, njen 12. rojstni dan bosta preživela skupaj. Vesela je tistega jutra stekla po stopnicah navzdol, da bi se mu pridružila pri zajtrku. Toda očeta ni bilo. Ko je zagledala njen izraz na obrazu, je Neli, njena stara varuška, rekla: ne huduj se, tvoj oče zelo trdo dela za kralja, da bi lahko ti imela vse, kar si želiš. Toda jaz si ne želim imeti gore stvari, je kričala Marina in vrgla svojo skledo na tla. Želim si le, da bi bil oče tu, obljubil je. On samo izpolnjuje ukaze, narediti mora, kar misli, da je najboljše, je rekla Neli. V resnici pa je menila, da bi se lord Vincenc moral potruditi preživeti hčerkin rojstni dan s svojo edinko. Marina je zaloputnila z velikimi vhodnimi vrati in stekla v konjušnico k svojim konjem. Pozvonila je zvoncem, da bi poklicala konjušnike, a ni bilo nikjer nikogar. Potem je videla, da ji nasproti prihaja starček s prečudovitim belim konjem. Kdo si pa ti? Je osorno vprašala Marina. Sel sem, je rekel starček. Prinašam darilo od tvojega očeta. Zakaj ga kar sam ni prinesel? Je zavpila Marina. Potem pa si je pogled ustavil na prelepem konju in nekaj v njej se je zganilo. Jeza je splahnela in želela si je planiti v jok. Konj je pristopil k njej in pokleknil z eno nogo.
Ne da bi kaj rekla, se je povzpela na njegov hrbet. Ko je pogledala navzdol, starčka ni bilo več. Pozneje so ji ljudje pripovedovali, da hitrejšega drnca v življenju še niso videli. Konj je preskakoval tako visoke ograje, da se je zdelo, da leti. Marina pa se je ves čas držala njegove grive. Jezo in osamljenost, njeni dotedajni stalni spremljevalki, je odpihnilo z vetrom, ki je mršil lase. Čas je hitro minil in Marina se je srečna ter lahkega srca vrnila domov. Vedela je, da se tako počuti zato, ker je naposled našla prijatelja. Ko je zdrsnila z vratu konja, se mu je zahvalila. Zahvalila se mu je za dan, ki sta ga preživela skupaj. Spraševala se je, kje na svetu bi njen oče lahko našel tako čudovito bitje. Rekla ti bom Pax, kar pomeni mir, mu je zašepetala na uho. Povedla ga je do čiste staje, izdatno ga je nahranila z ovsom in mu dala piti. Marino je kar razganjalo od želje, da bi nekomu povedala o nenavadnem starčku in skrivnostnem konju. Hitro, kar so jo nesle noge, je stekla v hišo. Ko je stopila skozi vrata, ni mogla verjeti svojim očem. Na hodniku je z vso prtljago v rokah stal njen oče. Marina se mu je zapodila v naročje. Nekaj časa sta le molče stala objeta. Marina, tako mi je žal, je čez čas rekel lord Vincent in svojo hčer prijel za roko. Resnobno si je zazrl oči. Na tvoj rojstni dan bi moral biti s tabo, kakor sem obljubil. In ker si mi je tako mudilo domov, tokrat prvič nimam nobenega darila zate. Ampak saj si mi poslal prelepega konja, je rekla Marina. Moj najdražji prijatelj na vsem svetu je. Lord Vincent se je nasmehnil, ko je videl tako srečno, vendar ni vedel, o čem govori. Kakšnega konja, srčica? Tistega, ki ga je pripeljal starček, je rekla Marina. Rekel je, da mi ga ti pošiljaš v dar. Lord Vincent je presenečeno zmajal z glavo. Začuda je ponoči sanjal o starčku s prelepim belim konjem. Ta ga je posvaril, naj ne prelomi obljube, ki jo je dal hčeri. Povedal mu je, da ona bolj kot vse drugo potrebuje njegovo ljubezen in pozornost. Naslednje jutro si lord Vincent sanj ni mogel zbiti z glave. Prepričan je bil, da je bil starček angel. Odšel je s sodišča
in ves dan preživel na poti nazaj domov. In zdaj sta bila skupaj. Ne maram za darila, je srečna, zažgolela Marina. Pridi, predstavila te bom svojemu novemu prijatelju. Tako sta prišla do hleva, konja ni bilo več. Oh, le kje bi bil? Je zahlipala Marina. Ne skrbi, jo je miril lord Vincent in ji pojasnil, kaj se mu je sanjalo. Angeli nam pridejo pomagat, vendar na zemlji ne ostanejo prav dolgo. Marina se je nasmehnila. Dokler sva skupaj, ni nič drugega pomembno, je rekla. Afirmacije. Včasih nam angeli odprejo oči za naše prave občutke, da se potem znamo pravilno odločiti, kaj storiti. Ko je nekdo močno jezen, to lahko pomeni, da je potrt, žalosten in si želi naše uvidevnosti. Ljubezen je največje darilo, ki ga lahko damo nekomu.